Lepo pozdravljeni. Zdravo. Danes v pogovoru gostim Urško Kolenc, predsednico društva Junaki tretjega nadstropja. Tako je. Hvala, da ste se mi danes pridružili, da malce poklepetava o vašem društvu in pa dobrodelnosti. Najprej že kar na začetku hvala za povabilo, pa lahko začneva. Najprej bi vas prosila, da nam za začetek predstavite svoje društvo. S čim se ukvarjate, kaj je bil morda povod k temu, da ste ustanovili društvo? Tako kot ste že prej rekla, naše društvo je Društvo Junaki tretjega nadstropja, društvo staršev, otrok zdravljenih na hematonkološkem oddelku. Se pravi, že iz imena povemo, da gre za otroke, ki so se zdravili v tretjem nadstropju pediatrične klinike, tam zdravijo otroke z rakom predvsem. Združili smo se pa starši z enako zgodbo, podobno zgodbo, ki smo nekako čutili, vedeli, kaj tam manjka, kaj nam je manjkalo, ko smo bili tam in smo rekli, da bomo probali to mačkan olajšati tem, ki prihajajo za nami. Žal bo vedno rak obstajal in tudi otroci bodo zbolevali, zato je pač naše moto, naše vodilo, da jim pomagamo, kolikor se da. Če se ne motim, je pa tudi osebna izkušnja prispevala k temu, da ste se združili in ustanovili društvo. Ja, tako je. Mi smo, kot sem že rekla, mi smo se vsi tam borili za svojimi otroci. Po smrti moje hčere sem jaz tudi tja zahajala k psihologinji, ker se mi je zdelo edino pravilno. Tam so me poznali, tam poznajo zgodbo, tam poznajo, kako se take družine spoprijemajo z vsemi tegobami, ki pridejo zraven. In zelo lepo so me sprejeli, tudi to, da sem lahko hodila tja, se zdraviti, ali kako ne rečem, tudi sama. Ko sem končno prišla do tega, da v narekovajih kradem 1 uro nekomu, ki mogoče to bolj potrebuje, se pravi, sem bila v svoji glavi že nekako v redu, zdrava, sem videla, da v bistvu ta pogovor z gospo psihologinjo je bil na prvem mestu, je bil potreben, ampak to, da se jaz vrnem tja, da stopim skozi vrata, da vidim sestre, zdravnike, ostalo osebje, otroke, starše, da mi je to največja terapija. In ko sem zaključila z psihologinjo, sem rekla, da nekaj drugega rabim, da bom še vedno tja hodila. Sem pozvala starše, če bi se mi kdo pridružil, in 6-7 se nas je odločilo in ustanovili smo društvo. Moram kar takoj povedati, da je to zelo mlado društvo, mi smo šele leta 2020 se ustanovili, smo pa zagnani, ne? Tudi to je pomembno, da imate to zagnanost, ja. Lepo. In s kakšnimi programi se ukvarjate? Katere imate pod okriljem, na katere ste najbolj ponosni? Ja, v programu je res veliko, težko bi opredelila te najbolj, tiste, ki so nam najbolj všeč ali pa najbolj pri srcu, ker z vsakim od programov pomagamo določeni skupini otrok, določeni skupini staršev. Recimo, to polepšamo otrokom bivanje, imamo zelo enega takega lepega od korone naprej, seveda. Takrat vemo, da smo bili vsi tudi zdravi, zaprti, kaj šele ti, ki so se bali vsakega virusa. In takrat smo začeli v bolnico nositi priboljške, temu rečemo vodo, kavico za starše, smokije in tako naprej. In to tudi zdaj še vedno vzdržujemo. Se pravi, nekako olajšamo, da ni bilo treba staršem iti v trgovino, so lahko šli v tisto sobo za starše, tam vzeli, otroci so se veselili bombončkov, tako. Poleg tega pod isti program recimo spada tudi likovna pedagoginja, ki smo jo v preteklem letu vzpostavili na to, da otroci še popoldne malo ustvarjajo, tudi ko učiteljice in vzgojiteljice odidejo. Glasbena terapija že zelo dobro teče, to pač vse financiramo iz strani društva. Potem so še v bistvu ne male stvari, ampak plačujemo parkirišča, zato da staršem ni treba iskati okrog kliničnega centra, so 3 parkirišča na voljo za stonane, se pravi, jih spet mi sofinanciramo. Veliko stvari se dogaja. Peljemo otroke, tudi kam lansko leto smo res tudi 2-dnevni izlet že naredili, 1 leto prej 1-dnevnega, peljemo jih na razne aktivnosti, da se družimo, da se med seboj družijo, se pravi ti, ki so bili zdaj ozdravljeni, tisti, katerim so otroci umrli, tako kot meni, ne? Se pravi, ne delamo nekih razlik
pravimo junake, junaške družine ali pa družine junaških zvezdic. Ja, lepo. Meni se zdi to zelo nek tak, ne moreš odsekati takrat, ko je konec. Takrat sicer rabiš neko drugo oporo in tudi to je en velik del, velik cilj, velik program našega društva, da pomagamo tudi tem, tako družinam, celim družinam, kot pač sorojencem, staršem. Mamico smo zdaj že drugič peljali na oddih za žalujoče mame. Lansko leto smo pridružili še očete smo jih. Tako da neki mali korakci, ki prerastajo zdaj res že v mnogo več. No. Je pa idej toliko, pa tudi programa, da res težko se naštejemo. Zelo lepo se mi zdi, da v bistvu jih ne odsekate oziroma da jim še naprej pomagate in da vključujete tako otroke kot tudi starše. Ja, pa tudi sorojenci vemo, da so velikokrat prikrajšani, sicer so vsi starši zelo trudimo, da temu ne bi bilo tako med samim zdravljenjem, ampak vemo, sigurno tega otroka, ki je bolan, malo bolj zaščitimo. To je pač človeški naravi. Ja, nagonja. Tako, ampak načeloma recimo tudi, ko smo imeli dedka Mraza, mi obdarimo pač vse. Kakor je le v naši moči, se potrudimo. Včasih kakšna napaka pride, ampak verjamem, da... Človeško. Tako je, verjamem, da ne bom rekla, da je pozabljena, ampak da se ve, zakaj lahko pride do tega. Pa tudi ta ideja v bistvu, da združite mamice z isto izkušnjo, ker marsikomu je lažje, če je nekdo prebrodil isto izkušnjo in verjetno se tudi bolj razumejo, delijo neko. Ja, to moram res tudi svoje izkušnje povedati. Začele smo s tem, še preden je društvo bilo, smo šle 3 mamice in iz naše zelo pozitivne izkušnje, se pravi, ko smo bile v toplicah, se pogovarjale odkrito za 4 stenami, kaj smo doživljale, jokale, kako jih pogrešamo, pa tudi kakšen humor pride zelo nerazumljiv širši množici. Tako da edino tista skupina, ki je šla skozi isto dogodbo, se lahko točno razume. In temu smo res tudi zdaj videli dejansko skozi program, da je temu res tako. Na kakšen način vam pa lahko pomagamo? Ja, mi želimo tudi zelo ozaveščati. To je tudi en naših programov. Tudi zdaj mogoče po Ljubljani vidite na katerem koncu, pa tudi drugod po Sloveniji, en lep plakat z zlato pentljo, v katerem so nanizane glavice naših otrok. Vas pozove k tem, da bi pogledali našo internetno stran, pogledali, s čim se vse ukvarjamo in tudi tam je napisano, kako lahko pomagamo. Zdaj, ko smo glih na začetku leta, novačimo zopet podporne člane v društvo. Člani so lahko otroci, se pravi junaki in njihovi najbližji. Pod podporne člane pa vzamemo vse, se pravi tudi babice, širšo javnost, ker se nam zdi, da tudi, kot sem prej začela, to ozaveščanje, govor o tem, da to obstaja, je res velikega pomena. Mogoče zato, niti ne toliko zato, da bi se te otroke izpostavili, ampak zato, da ko nekdo zboli, ko otrok nekoga zboli, da se ve, da to obstaja, da ve, kam se lahko obrne, da ve, da ni sam. To se mi zdi ful dobro, mislim, čisto po domače povedan, zato ker takrat te je zelo strah, ko se nekaj takega zgodi, ne veš, kam bi s seboj, veš, da moraš biti močan v narekovajih, veš, da moraš to iti skozi in te je strah. Strah je pa res huda stvar. Ko pa ti izveš, da lahko na nekoga se obrneš, ga vprašaš, brez tega, da bi dobil neko slab odziv. Mi tudi pravimo, smo se tukaj naučili, da več kot ne moreš dobiti. Če ne veš, je najtežje in dajte vprašati. Tudi to je nek smisel našega ozaveščanja, da dajte vprašati, kako se počutiš danes ali pa karkoli. Večkrat ne, oziroma tudi ta sogovornik na drugi strani ti bo povedal, zdaj pa tega pa ne moram povedati. Smo se tudi mi že malo naučili z javnostjo kokatirati, ali kako ne rečem, pa z ljudmi na ulici. Zdaj pa je za nami december, mesec, ko se nam zdi, da veliko več ljudi postane dobrodelnih. Pa me zanima, ali mogoče izstopa kakšna donacija, ki jo je vaše društvo prejelo?
Ja, moram reči, da tam nekje v drugi polovici decembra sem bila čist šokirana, ko sem dobila en klic gospoda Andreja iz Nove Ljubljanske banke, ki nas je obdarila z, temu ne bi rekla božičkom, za res, res velikodušno donacijo. Bila sem šokirana, zato ker smo enkrat že dobili od Ljubljanske banke, pa je le razložil, zakaj, ne, in sem bila res vesela, da se naše društvo, naše delo dotakne zaposlenih, ker so letos izbrali glede na voljo zaposlenih. Se pravi, je šlo naše glasilo, naš glas je šel med ljudi, in to mi, poleg seveda donacije, mi tudi to zelo veliko pomeni. Se pravi, naše ozaveščanje je obrodilo sadove, ne. In s to donacijo bomo, mi veliko donacijo, oziroma, da ne bom rekla skoraj večino, namenimo nazaj tja na oddelek, se pozanimamo z osebjem, kaj trenutno rabijo, kako bi lahko olajšali, in tudi ta donacija bo šla za ureditev nekega prostora za gibanje, ker vemo, da ko se zdravimo, ne, da je fit telo bolj pripravljeno na vse strupe, v bistvu, ki jih dobijo s kemoterapijo v sebe, in bo pripomoglo k tudi boljšemu gibalnemu razvoju, kako ne rečem. Odlično, zagotovo ste zelo veseli. Ja, res je. Težak projekt nas čaka, ampak res se veselimo, da ga bomo tudi lahko pokazali. In to so potem tiste zgodbe, ki polnijo, ne? Tako je. V bistvu, mogoče sem tudi malo utrujena. Moram tudi poudariti, da naše društvo temelji izključno na prostovoljstvu. Mi vsi, ki delamo, smo redno zaposleni v svojih službah, in je to pač nek dodatno delo, ampak tako kot ste rekla, napolni, ko vidiš, kako so otroci veseli ob obisku dedka Mraza, ob obisku našega medvedka, ki smo ga uživeli lansko leto. Hvaležen stisk roke ali pa celo objem starša, ki gre po poti, kateri si ti hodil, ker dejansko vidiš v očeh, da mu to pomeni. Takrat je vsak podočnjak, vsaka mogoče ura, ki je ne prebijaš z svojimi ljubimi, odtehta. Ali bi za zaključek delili še kakšno tako lepo zgodbico, ki bo morda napolnila tudi najine poslušalce? Kaj pa vem, jaz bi si res želela, da mi ne bi obstajali, da naše društvo ne bi obstajalo, da ne bi obstajal ta oddelek, da ne bi bilo treba nam gledati, kako dejansko otroci trpijo. Trpijo seveda tudi njihovi starši, ampak žal, kot sem že na začetku rekla, temu ne bo tako. Mogoče ena lepa misel, ne se ustrašiti, pogovarjati se, ne staršem, katerega otrok bije bitko, ne staršem, katerega otrok je umrl, sorejencem ali pa tudi otrokom samim. Bo povedal sigurno kakšno anekdoto, kakšno lepo stvar, pa tudi vedel bo povedati, kdaj ste šli predaleč. Če pa ne zmorete, je pa velikrat tudi objem več kot dovolj, ker verjamemo, da je v takih trenutkih res težko najti, oziroma ja, točno to, najti prave besede, s katerimi bi naredili točno tisto, kar želite, in objem veliko naredi. Zelo lepo. Urška, hvala za vaš čas. Uživala sem v tem klepetu in vesela, da svojo zgodbo delite tudi med poslušalce. Najlepša hvala tudi še enkrat za povabilo in vse dobro. Vse dobro v novem letu 2023. Nasvidenje. Nasvidenje.